Naša naslednja referentka je gospa Andreja Albrecht, ki je skupaj z dr. Andrejo Zapušek-Černe, ki pa je danes žal zaradi bolezni odsotna, pripravila referat na temo prostorsko načrtovanje za izboljšanje dostopnosti. Gospa Andreja Albrecht je diplomirana inženirka krajinske arhitekture in se pravzaprav ukvarja s prostorskimi rešitvami in prilagajanjem prostora ljudem s posebnimi potrebami, predvsem to dela in testira na skupini slabovidnih in slepih oseb. Sta pa z gospo Černe pripravili tudi številne projekte in dogodke, ker sta, če sem prav prebrala, zavezali oči zdravim, tako rekoč osebam, ki vidijo, in jih popeljali po urbanem prostoru, kar je zagotovo kar precejšen zalogaj, verjetno v Ljubljani oziroma v Sloveniji. Prosim. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem. Če je moj predhodnik vas na začetku vprašal, kaj pa slika, pa bi se jaz vprašala, kako pa do knjižnice mimo vseh smetnjakov, količkov in parkiranih koles. Da se malo povežemo tudi s knjižnico. S kolegico Andrejo se res že več let ukvarjamo s tem, kako bi s premišljenim načrtovanjem zagotovili oziroma izboljšali samostojnost slepih in slabovidnih. Pri tem se zavzemamo za načrtovanje tako imenovanega prostora za vse uporabnike. Danes bom govorila seveda bolj o prostoru za slepe in slabovidne, z vidika slepih in slabovidnih, ki v Sloveniji težko dostopajo do čisto osnovnih javnih storitev, predvsem zato, ker se na poteh pojavlja veliko ovir, zato ker je na prostorih zelo zahtevna orientacija, kot so trgi, avtobusne postaje, železniške postaje, ni primernih oznak, ki bi jih vodile skozi prostor, pa ker imamo opozorila v prometu večinoma samo v vizualni obliki, z izjemo seveda zvočnih semaforjev, predvsem v večjih mestih. Kaj to pomeni? To pomeni, da so slepi in slabovidni večinoma odvisni od spremljevalcev, kar v praksi pomeni večinoma od družinskih članov, prijateljev in znancev. To pa seveda zelo vpliva na njihovo udejstvovanje v javnem življenju, posledično pa tudi na zaposljivost, na samozavest in konec koncev tudi na osnovno potrebo po gibanju. Če je prostor tako slabo prilagojen, veliko energije porabiš že samo zato, da prideš od točke A do točke B, kamor moraš, vse drugo je potem še toliko bolj. V veljavni zakonodaji je sicer nesporno določeno, da morajo biti vse stavbe v javni uporabi dostopne funkcionalno oviranim. To pomeni tudi slepim in slabovidnim. Kaj to pomeni v praksi? Z vidika gibalno oviranih so določila večinoma jasna in pri primerih slabe prakse gre več ali manj samo za nespoštovanje predpisov, ampak predpisi z vidika slepih in slabovidnih, predvsem govorimo o zunanjem prostoru, so pa zelo splošni in določila v standardu, ki je sicer zelo obširen, pa so nepopolna in zelo ohlapna. Zato se slepe in slabovidne pri načrtovanju upošteva samo v primerih, ko gre za posebno željo naročnika. Ker pa je slabovidnost pogosta tudi pri starejših, postaja s staranjem populacije takšna neprilagojenost okolja vedno večji problem. Zato so se začele tudi lokalne skupnosti v zadnjem času bolj zavzemati za to, da bi v načrtovanje mest vključile tudi zahteve slepih in slabovidnih. In tukaj se spet soočimo s tem, kar sem že prej omenila, ker v zakonodaji ni primernih določil, načrtovalci ne vedo, kako bi oblikovali ta prostor, zato so rešitve dostikrat delne, naključne
nepovezane, s tem pa tudi precej manj uporabne. Dostikrat pa tudi na ta račun trpi podoba mest. Če se jih pa vključi že v začetku načrtovanja, se pravi, že ko se načrtuje mestno prometno politiko, so končne rešitve lahko zelo uporabne in tudi vizualno bolj sprejemljive. Zdaj pa o kakšnih prilagoditvah sploh govorim. Najprej gre za čisto splošne prilagoditve na vseh javnih površinah. Pri vseh novogradnjah in rekonstrukcijah objektov, se pravi javnih objektov v javni rabi, je treba upoštevati nekaj čisto osnovnih pravil. Prvo je to, da načrtujemo in, kar je zelo pomembno, da tudi vzdržujemo prostor tako, da na pešpoteh in pločnikih ni ovir. To pomeni, da skrbimo. To pomeni, da skrbimo, da je pločnik pretočen. Podobno kot je vsem jasno, da na cesti, če želimo, da promet teče, ne sme biti sred ceste prometni znak ali pa kanta za smeti ali pa počez parkiran avtomobil, bi nam moralo biti tudi jasno, da mora biti ravno tako pretočen tudi pločnik. To pomeni, da je treba premišljeno postavljati urbano opremo, kot so klopi, cvetlična korita in tako naprej, parkirišča za kolesa. Najboljše, da je oprema fiksna, da je ni mogoče premikati. Premišljeno je treba postavljati prometne znake, tako sred pločnika po strani prometen znak je ovira. Ovira za vse, ne samo za slepe in slabovidne. Dobro je načrtovati, pametno je načrtovati zadosti parkirišč za kolesa, ker kolesa se parkirajo, zdaj, če so parkirišča zelo redko posejana, potem je toliko več koles parkiranih kar tako ob cesti. Tako, to je prvo, se pravi, da na pločnikih ni ovir. Drugo pravilo, ki ga moramo upoštevati, je to, da moramo opozarjati na nevarnosti, tako se reče, po pravilu dveh čutov. Se pravi, da tam, kjer so nevarne situacije, to je največkrat v prometu, je treba opozoriti na nje tako v vizualni, kot tudi v drugi obliki, ali z zvočnimi znaki, ali pa s taktilnimi. Večkrat se zgodi, da pri tem, ko želimo prilagoditi prostor za eno skupino ljudi, drugi skupini položaj poslabšamo. Med različnimi uporabniki je treba sklepati dosti kompromisov. Recimo primer, pločnik, ki je na prehodu za pešce v istem nivoju s cesto, je super rešitev za skoraj vse, razen za slepe in slabovidne. Ker nimajo informacije, kje se je končal pločnik in kje se je začela cesta, ker višinska razlika manjka. To seveda ne pomeni, da moramo zdaj nazaj delati višinske razlike in s tem onemogočati gibalno oviranim prehod, ampak moramo dobiti neko drugo rešitev in to se ponovadi naredi z nameščanjem taktilnih oznak, ki nadomestijo to višinsko razliko. Pas mora biti dovolj širok, da ga je mogoče zaznati, in dovolj otipljiv. Zato pa imamo vse podatke v standardih, kakšne natančno morajo biti te taktilne oznake. Podobno je treba opozoriti na vse druge nevarne situacije, to je v prometu, se pravi tudi v bližini železniških prog, pa problematična so lahko taka vodna telesa, ki so v istem nivoju z tlakom, se pravi pred vodnimi motivi, ki jih ni mogoče zaznati drugače, je treba namestiti ravno tako taktilne oznake. Podobno je treba tudi pred višinskimi razlikami, recimo tudi stopnice in tako naprej. Zdaj smo, se pravi,
moramo načrtovati tako, da ni ovir. Pomembno je, da opozarjamo na nevarnosti. Tretja stvar je, da zagotovimo čim boljšo orientacijo v prostoru. Orientacija je najtežja na širokih, prostranih trgih, kjer se tudi tisti, ki samo malo slabše vidijo, lahko izgubijo, pa na prostorih z zapletenim sistemom, kot so, ne vem, letališča, železniške postaje, avtobusne postaje, ali pa tam, kjer se tudi pojavlja veliko ljudi, kot so tržnice in tako naprej. Jasno označeni morajo biti tudi vhodi v stavbe. No, tukaj je primer, kako se reši eno tako problematično orientacijo čez trg, da se namesti proti vhodu taktilno oznako, ki mora imeti tudi dovolj dober vizualni kontrast. Na ta način označimo tudi vhod, ki je predvsem pri stavbah, sodobnejših stavbah, dostikrat, mislim, je težko najdeti vhod, gre za, ne vem, velike steklene fasade, nejasno pa je, kje je vhod. V primerjavi s starimi baročnimi stavbami je recimo tukaj en tak problem. Pri teh splošnih prilagoditvah bi omenila še dovolj velike napise. To so prilagoditve, ki bi morale postati del vsakdanjega načrtovanja. Nič posebnega, ampak povsod, kjer se te situacije pojavljajo, bi jih bilo treba tako reševati. So pa, kar je treba še tukaj zelo poudariti, s temi prilagoditvami, ki so sicer v prvi vrsti v pomoč slepim in slabovidnim, pridobijo vsi, ker dajo vsem neko dodatno informacijo o prostoru. Samo morajo pa biti izvedene tako, da ne nasprotujejo zahtevam drugih skupinah funkcionalno oviranih. Največkrat je problem so tukaj nesoglasja med invalidi na vozičkih in slepimi. Prav zaradi tega, ker slepim so zelo pomembne grobe teksture, jasne razlike, tudi višinske, medtem ko gibalno oviranim to povzroča največje težave. No, glede na to, da smo pa v Sloveniji glede uvajanja teh prilagoditev za slepe in slabovidne tako močno zaostajamo, smo se pa želeli stvari lotiti nekoliko bolj celostno in zato smo v okviru priprave mestnih prometnih politik pregledali nekaj mestnih središč in predstavili tako imenovane načrte varnih poti. V načrtu varnih poti so opredeljene javne ustanove in storitve tudi, do katerih je treba najprej zagotoviti dostop. Se pravi, da bi slepi in slabovidni lahko dostopali do zdravstvenih ustanov, kulturnih ustanov in drugih upravnih in tako naprej. Določili smo trase poti, ki naj bi postale varne. Trase smo pa izbrali tako, da povezujejo te točke, te javne ustanove, s postajami mestnega potniškega prometa oziroma v manjših krajih, tako da so vse skupaj med sabo povezane. Potem druga stvar, na katero smo bili pozorni, da so najvarnejše in da so zato tudi najprimernejše z vidika orientacije. Tretja stvar, da zahtevajo najmanj posegov in zato najmanj stroškov pri izvedbi. Kot je že prej Roman omenil, da je to tudi zelo pomemben del, ker če dostikrat so potem če tole gledamo tudi, da bo pri tem najmanj stroškov, je potem tudi veliko bolj realno, da bodo kdaj izvedene, pa čeprav mogoče niso najbolj idealne, ne? Ampak v najbolj idealnih pa mogoče nikoli ne bo. In pozorni smo bili tudi na to, da so najprimernejše tudi z vidika vzdrževanja.
Kaj vsebujejo te načrti? Lokacije in način oblikovanja talnih, taktilnih in vizualnih oznak, spravi, kje je treba namestiti taktilne oznake, kje je treba namestiti, popraviti, zamenjati zvočne semaforje, kje je potrebno obnoviti robove, kakšne, ne vem, pokvarjene jaške, kje je treba vodilne linije obnoviti ali pa samo dopolniti z neko drugo teksturo, kje je potrebno odstraniti ali pa premestiti ovire in tako naprej. Se pravi, mi, če povem po domače, smo vzeli, na primer, če vzamemo knjižnico, pa postajo mestnega potniškega prometa, smo gledali, kje je najkrajša pot. Če ni bila najkrajša, najboljša, smo iskali drugo. Se pravi, najboljša pot, tisto smo potem pogledali, kje bi bilo najbolj primerno za slepega, da bi hodil. Preverili vse te robove, kje je treba kaj popraviti in kje manjkajo tiste ključne, na tistih ključnih točkah, recimo, kje je treba dati taktilno oznako, kje je treba opozoriti, da je treba zaviti in tako naprej. No, ko govorimo o teh taktilnih oznakah, mislim predvsem na oznake dveh tipov. Predvsem na trgih, v parkih, pa na kakšnih zavarovalnih območjih lahko za taktilne oznake uporabljamo tudi razne materiale, ki se razlikujejo od okolice po svojih lastnostih. Morajo biti dovolj zaznavni. To se uporablja predvsem tam, kjer se drugih ne da, oziroma ne bi bile vizualno preveč moteče, pa da hkrati tudi ta prostor ni nevaren, seveda, ne? Da gre samo za eno osnovno vodenje. Na prometnih, pa na orientacijsko zahtevnih območjih, ali pa tam, kjer je treba opozoriti na nevarnosti, pa je treba uvesti standardiziran, tako imenovan talni taktilni vodilni sistem. To so pa posebne taktilne plošče, ki se jih uporablja samo za vodenje slepih in slabovidnih. To so plošče z rebri in čepki, ki imajo vsaka svojo informacijo. Čepki pomenijo, da se nekaj zgodilo v prostoru, da moraš zaviti ali da te opozarja na nevarnost, rebra pa vodijo oziroma preusmerjajo. Ne glede na to, kater tip uporabljamo, pa morajo biti te poti zasnovane tako, da so izvedene in vzdrževane tako, da so vodila povezana in da omogočajo neprekinjeno povezavo med točkami. Da se pravi, to pomeni, da se ne neha vodilna linija sredi nečesa, na kar se ne moreš opreti. In zelo pomembno je tudi, da te niso moteče za druge uporabnike, kot so na primer invalidi na vozičkih. Te načrti varnih poti so bili do zdaj narejeni za Novo Gorico, Ljubljano, Idrijo in Velenje. Zdaj v delu načrt še za občino Šempeter. Te načrti so tudi podlaga za vzdrževalna dela. Se pravi, ko je načrt za mesto narejen, se natančno ve, da se, ko se nekaj popravlja en pločnik in del ceste, da je treba upoštevati tudi te taktilne oznake, da je treba tudi to izvesti. Na ta način imajo tudi eno logično zaporedje, tudi kaj je bolj nujno, kaj je manj nujno in da se bo to na koncu povezalo v nek smiselen sistem, ki mu, čeprav na začetku mogoče še ni čisto jasen. Kako bi pa pospešili izvajanje teh načrtov, ker seveda na občinah tudi radi pozabijo, da so nekaj obljubili. Zdaj slepi in slabovidni sami oziroma njihova društva morajo pač to po izkušnjah vidimo, da morajo lokalne oblasti neprestano opominjati na obljube, ker ponavadi te dajo obljube v okviru kakšnih, ko dobijo kakšne priznanja za občino po meri invalidov in tako naprej. Potem se pa na to pozabi. Zdaj,
Goriško društvo je tako zelo dober primer, kako je treba se tega lotiti in jih je treba neprestano spominjati. To je dejstvo. Veliko je tudi na tem, koliko so mestni uradniki, ki so zadolženi za to področje, občutljivi za to temo. To nas pa spet pripelje na to, da jih je treba ozaveščati. Tukaj spet pristopijo, sicer kot je že rekla gospa, midve z Andrejoma tudi pripravljamo razne take akcije, s katerimi spodbujamo to občutljivost. Dosti morajo narediti spet tukaj tudi društva, ne. Vsaka taka akcija nekomu nekje nekaj premakne, vsaj tako izgleda. Konec koncev bojo pa nekoč tudi postala realnost določila iz raznih zakonov, ki so mogoče malo bolj pesniške narave, kot je tisti o izenačevanju možnosti, ki pravi, da morajo biti vse stavbe prilagojene za funkcionalno oviranje do leta 2025. To se sliši še kar oddaljeno, ampak ko govorimo o obnovah in prenovah mest, je to zelo blizu, ne. Tako da, če bo to treba enkrat res, je kar treba začeti delati. Zdaj spet veliko lahko naredijo tudi posamezne ustanove, zdaj ko govorimo ravno o knjižnici, kot so tudi zdravstveni domovi, kulturni domovi in tako naprej, ki lahko mesto opominjajo na to, da je treba urediti dostop tudi do njihovih vrat, ne samo znotraj. Seveda pa lahko na to začnejo pritiskati nanje šele potem, ko so pometli pred svojim pragom oziroma znotraj svoje stavbe in se pravi, da so v notranjosti uredili. Zdaj, če povem samo ta čisto osnovne zahteve za notranjost stavb, sicer so zelo jasno napisane v standardu, kar se tiče notranjosti, je kar dobro opredeljeno. Mogoče samo osnovne, da so recimo na steklenih drsnih vratih kontrastne oznake, kontrastni trakovi, da je od vrat jasno viden informacijski pult, ki je označen tudi s taktilno potjo do tam. In potem, da je za tem pultom nekdo, ki je usposobljen za delo z ljudmi s posebnimi potrebami in jim potem lahko naprej tudi pomaga. Zakaj sem omenila to osebo, ki ne bi bila usposobljena? Včasih so te arhitekturne prilagoditve, o katerih govorim, ko prilagajamo stavbe, kot so muzeji, kakšne stare stavbe, zelo drage oziroma tudi zelo težko izvedljive. In to je pa zelo dober izgovor za to, da se jih ne naredi in da se prelaga na tole izvedbo na boljše čase. Zato je dostikrat bolj učinkovito, da poskrbimo samo za tistih nekaj osnovnih, ki so pa skoraj vedno izvedljive, se pravi to, da je omogočen dostop do informacijskega pulta. Ostale pa nadomestimo čisto s pristnim človeškim stikom, ki, če lahko tako zaključim, na katerega tudi ne smemo pozabiti pri tem, ko govorimo o strogem gradbeništvu in arhitekturi, da dostikrat je veliko bolj pomemben tudi ta osebni dodatek k orientaciji. Hvala lepa. Zdaj se zopet obračam na vas. Vprašanja, komentarji, dodatki. Lahko na prvi in drugi referat. Koliko približno mest ali pa lokacij v Sloveniji je urejenih do tega trenutka? Že izvedenih, ja. V mestih Maribor ima izvedenih kar nekaj teh taktilnih oznak. Mogoče bi to kdo povedal, ki je iz Maribora, ki je o tem, koliko je kaj tega.
Drugač pa je to šele na začetku, se to šele izvaja. Zdaj v Ljubljani se je pa pravkar začelo, tako da ne bi zdaj v prvi fazi uredili Vič, okolico, ta en krog okrog Ljubljanskega društva, zveze, zavoda, pa povezavo na avtobusno postajo. To ne bi šlo zdaj v prvo fazo. Sprašujem zaradi tega, ker bomo mogli okrog lokacije knjižnice tudi potem že nek načrt narediti, da bomo na mestne, bom rekel, oblast v Ljubljani pritiskali, da bomo to spravili v nek prostorski načrt dolgoročno. Zato sem vprašal to. Ja, hvala. Drugače v Ljubljani so pa kar ta gospa, ki skrbi za to izvedbo, je kar, bi rekla, operativna, no? Tako da mislim, da je tudi posvojila to idejo, da bi se nasplošno povsod, kjer se obnavljajo križišča, zdaj uvajale tudi taktilne oznake, tako da zdaj imajo samo še problem z nabavo materiala, ker teh materialov je na tržišču tudi toliko, da preprosto niso vsi primerni, eni niso trajni, eni niso po standardih in je to precej več časa vzelo, kot smo mislili, da bo iskanje tega materiala. Ne, se zdi, še enkrat se oglašam. Ja, Andreja Albrecht in Andreja Zapušek-Černe ste pravzaprav že pričeli pripravljati neke standarde teh taktilnih, mobilnih sistemov, vodilnih sistemov. Ampak ravno zdaj sem razmišljal, da bi morda k temu sodil še en kratek priročnik o pravopisu tega talnega, taktilnega, vodilnega sistema. Zato, ker tudi mi slepi in slabovidni moramo se naučiti ta pravopis, tako kot smo se ga morali pri brajici. To ni stvar, ki je bila tako samo v sebi preprosta in logična, da kar vtakneš belo palico od tiste kanelure na ploščah, pa stvar laufa. Treba je seveda sistem razložiti, dati neka pojasnila, ker so to možne različne kombinacije in je pomembno, da tudi mi sami, slepi in slabovidni, se zavemo tega, da se moramo to še naučiti, da bo potem nam to res služilo. Hvala. Ja, to je res. Po izvedbi teh taktilnih oznak vsekakor predvidevamo tudi tole izobraževanje, se pravi predstavitev tega sistema. Ene so te čist splošne, ki se bodo potem po vseh mestih uporabljale na enak način. Druge so pa potem posebne poti čez mestno jedro, naprimer, kjer je bilo treba drugačne materiale predvideti in tam so spet čist drugačne. Vsake poti se je treba naučiti in to je seveda tudi mogoče na prvo žogo niso jasne, recimo kakšne poti, ampak to je zato, ker se je treba seznaniti z njimi in na kaj je treba biti pozoren. Še to sem pozabila prej omeniti, da ta načrt tudi služi za to, da vemo, katere poti morajo biti pa potem res proste. Ko bomo prišli, tudi to je bila ena naša, mi ne moramo zahtevati, mislim, v bistvu lahko zahtevamo, ampak to je spet nerealno, kot so nerealni nekateri zakoni, da bojo vsi pločniki prosti in da bojo vsi pločniki brez ovir. Ampak prav zaradi tega smo tle hoteli uvesti en minimum, začetek, da vemo, kje se lotiti in tudi te mestne oblasti so potem precej bolj naklonjene temu, ker jim rečemo, poglejte, tole mora biti pa res prazno. In tako da so te poti in potem je treba za te poti tudi skrbeti. Kar pomeni, da tudi uporabniki bodo lahko na občinah zahtevali oziroma poklicali, če se karkoli pojavi na teh poteh, je njihova, se pač zavežejo, da bodo skrbeli za to, da bodo te stvari odstranjevali. Tako da to je tudi še ta vidik. Da nekje začnemo tako smiselno.
Lahko se slišimo? Se. Potem pa lepa hvala za to, ni še kakšnega odziva, ne? Ne. Lepa hvala za tole rundo vprašanj.